Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji predstavitvi programa mene kot županskega kandidata in pa seveda tudi kandidatov za občinske svetnike, hkrati je pa to tudi program za člane svetov posameznih krajevnih skupnosti. Danes je z nami tudi gospa Marija, da bo prevajala v znakovno abecedo to, kar bomo mi tule govorili, da bodo tudi tisti, ki so med nami, pa nas ne slišijo, lažje spremljali predstavitev in pa verjamem, da bodo kasneje tudi kakšna vprašanja iz tega nastala. Mi smo vsekakor tu na voljo za to, da čim podrobneje razložimo naš namen. Predtem pa, da se lotimo programa samega za naslednje mandatne obdobje, je pa mogoče prav, da nekaj poudarkov iz dosedanjega obdobja povemo, kajti 4 leta so kar naenkrat mimo, ampak vseeno se je vmes marsikaj zgodilo. Veliko dobrega, nekaj pa tudi takšnega, na kar nimaš vpliva zaradi razvoja dogodkov in jaz sem včasih prav slabe volje, ko vidim, da občinski program, se pravi občinski prostorski načrt, še vedno ni sprejet. Zadeva se v bistvu vleče že iz leta 2004 in še tudi danes nismo prišli do tega, da bi ga v tej dvorani končno enkrat potrdili. Smo pa tako daleč, da trenutno poteka izdaja soglasij posameznih resornih ministrstev ali pa služb in ko bo ta postopek končan, bomo seveda prišli do tega, da bomo lahko predlog sprememb občinskega prostorskega načrta dali v javno razgrnitev, opravili javno obravnavo, razpravo. Govorim vam pa to zaradi tega, ker je na to tematiko vezano dosti stvari zelo pomembnih za vsako lokalno skupnost. In tudi v zadnjem času je bilo dosti polemik po medijih, zakaj še ta prostorski plan ni sprejet. Moram povedati, da imamo od 210 občin, kolikor jih je, so samo 4 uspele se prebiti skozi to birokratsko vojno. Vsi ostali smo približno na isti stopni, tako da od tega prostorskega načrta si vsekakor dosti obetamo in to je tudi odgovor na vse tiste polemike, zakaj poslovne cone ob avtocesti v Tepanju še ni. Enostavno zato, ker ti v letu pa pol 7-krat spremenijo pravila igre in se vedno na začetku. In pravzaprav se nam je tudi primerilo, da še ena faza spreminjanja ni bila končana, ko so že bila nova navodila. To pač je dejstvo, ki ga moramo vzeti v zakup. Pri tistih nerealiziranih zadevah pa je v prvi vrsti zame osebno neke vrste razočaranje, da nismo uspeli z gradnjo tega krožišča pri Hoferju in pa tudi obvoznice v smeri proti Oplotnici, ampak to ne gre za občinsko investicijo, gre za investicijo iz državnega proračuna, na katero je tudi vezana ureditev struge potoka Bezina in vse skupaj se je premaknilo, tako temu lepše rečejo v Ljubljani, za 2 leti. Se pravi, trenutno kaže, da bi to bilo realizirano v celoti 2012, ampak počakajmo, bomo videli, kaj se bo dejansko izcimilo oziroma v katero smer se bo vse skupaj zapeljalo. No, med tistimi poudarki, pri katerih sem pa že bolj vesel, so pa vsekakor eno dejstvo, da smo, ker je pač čas takšen bil, da smo prišli do možnosti črpanja evropskih sredstev in mi smo bili iskreno veseli, ko smo že takoj v začetku leta 2007 uspeli pripraviti projekte za kanalizacijski sistem in pa novi vodohran, vključno z povezovalnimi
cevovodi za pitno vodo. In tukaj je že bil prvi takšen projekt, kjer smo uspešno pridobili okroglo 70% sredstev iz Evropske unije ali v znesku skoraj 970 tisoč od tistih slabih 1 400 000, koliko je vse skupaj vredna ta investicija. No, naslednja je pa takšna zadeva, kjer je bilo slej ali prej bi morali ugrizniti v to kislo jabolko razkopavanje starega trga, ampak to pravzaprav ni bila neka muha, ampak dejansko potreba. Če ste dobro pogledali od občinske stavbe v smeri proti mestnemu trgu, se pravi v smeri teh letnih vrtov, že skoraj nisi rabo več markirati, kje vodovod poteka, tolikrat je že bil razkopan in se samo po teh krpah svežega asfalta videl traso vodovoda. Kompletno smo zamenjali vodovod in pa kanalizacijo v starejšem delu Konjic in tudi tu je vrednost investicije nekaj več kot 1 300 000, od tega pa je 934 tisoč evrov ali okroglih 71% evropskega denarja. In ko boste slišali očitke, da stari trg še ni bil potreben obnove, če bi bilo svetlo, bi si šli pogledati, v kakšnem stanju je, in je povsem jasno, da takšnega pač ne moramo pustiti. In zato smo potem pripravili en 3-letni projekt, ki se je začel v letošnjem letu, trenutno se pač dela izvaja od mostu pa do nekje do državne frizerije, tako smo včasih rekli, do tam smo prišli. Seveda pa so tu noter tudi še presenečenja, ker v glavnem je komunalna infrastruktura zavedena v tako imenovani kataster, ampak skoraj vsak dan najdejo neko novo napeljavo, neko novo cev in potem vsi skupaj ugibamo, kaj bi pravzaprav to bilo. V glavnem tudi tu smo pred enim mesecem pridobili 884 tisoč evrov od tistih ocenjenih 1 350 000, koliko bi naj ta obnova stala. To pa pomeni, da bo celoten stari trg od mostu pri Dravinji pa tule v višini bivšega avtocela oblečen v naravni kamen, vključno z klopmi, z javno razsvetljavo in pa ureditev poti v športnem parku in pa igral tamle pod dvorcem Trebnik. Pa še ena posebnost se mi zdi omembe vredna, to je tržnica v Konjicah, ki bo, upam, vsak čas zaživela in to je ena taka osnova, da temu staremu mestnemu jedru damo en takšen pečat, kot si ga mesto cvetja in vina dejansko tudi zasluži. Še eno značilnost, kljub tem časom smo uspeli iz nekdanjih v letu 2006 je znašal občinski proračun 6,8 milijona v evrih, danes je to 14,3 milijona evrov. To je skok, ki si ga sam osebno pred 4 leti nisem znal niti predstavljati, ampak seveda to je na račun sredstev, v pretežni meri na račun sredstev Evropske unije ali pa sredstev državnega proračuna, seveda pa v to številko niso zajete investicije, ki jih je družba Republike Slovenije za ceste izvajala samostojno. Govorimo o pločniku na Zečah, o kolesarski stezi, o krožišču, Ločah, ureditev križišča v Žičah in še bi našli kakšno investicijo, ki je bila pripeljana v občino mimo občinskega proračuna, pa še nekaj ne smemo pozabiti. Dobrih 5 milijonov evrov je vredna plinifikacija samih Konjic in pa okolice. Tudi tu ni bil občinski proračun pravzaprav vpleten, ni bil vključen v to, to je v celoti investicija, je v celoti stvar koncesionarja, to je podjetja Petrol Plin. V tem trenutku še Petrol Plin. Kak? Ja, tisto je bilo pa zraven, ja, tako da je teh zadev kar nekaj, ne. No, v glavnem, osnovna usmeritev naša v te ekipe in verjamem tudi
glede na to, kako je občinski svet deloval, tudi celotnega občinskega sveta, je bila, da čim več v okviru realnih možnosti namenimo izboljšanju oskrbi z zdravo pitno vodo. In tu so ti poudarki, da smo iz takrat v letu 2006 iz 45 milijonov tolarjev, 191 tisoč evrov zaokroženo, postopno prišli na današnjih 1,18, se pravi milijon 180 tisoč evrov, približno gre za izboljšanje vodooskrbe ali pa izboljšanje stanja za zdravo pitno vodo, kar, če na brzino pogledate, je to približno 6-kratni znesek, in če ta trend nadaljujemo še par let, 4-5 let, potem bomo pa res na konju, tako kot včasih eni rečejo. Jaz upam, da ne bom predolg, ampak vseeno moram izpostaviti, da smo se poskušali na drugi strani obrniti navzven, ne samo navznoter, in poiskati vezi tudi drugod po Evropi. Namreč moja vizija je to, da če se mi začnemo zapirati, potem bomo pač ostali tam, kjer smo. 2-milijonski narod, ki sam za sebe ne more preživeti, mora skrbeti za to, da skrbi za svojo kulturo, za svoj jezik, ampak sicer, pa sami vemo, tisti mlajši tam pri 20, da pravzaprav se počutijo utesnjeni v Sloveniji in samo iščejo povezave, in kar je pravzaprav tudi pravi zaklad, glede na to, kar počne mladinski center in kako te vezi se spletajo v sodelovanju z tako imenovanim Evropskem prostovoljnem sistemu, ko, ne vem, če veste, da v Konicah že ne 3 leta vedno živita 2-3 mladi iz tujine in obratno, in tudi naši grejo drugam, in to so te vezi, ki se spletajo in so dejansko dobra popotnica za njihovo nadaljne življenje. In v podporo tej usmeritvi navzven smo mi že v letu 2007 formalizirali tiste vezi iz 15 let nazaj, celo 16, ko je osnovna šola v Drevini pričela sodelovati z mestom Hlohovec na Slovaškem. In mi smo potem v juniju leta 2007 podpisali listino o prijateljstvu in sodelovanju, in ta povezava še vedno traja. Pravzaprav sem vesel, da vidim, da se širi, da se odpira, da se ne držimo samo tistih formalnih stikov, ampak da tudi na koncu koncev tudi gospodarski stiki se iz tega ven napletajo. No, vmes smo, ko sem prej omenil to dejavnost mladinskega centra, vmes smo tudi na svoj način podprli sodelovanje z švedskim mestom Sollefteå. Tudi tu, mislim, da je zdaj 2 leti, dobre 2 leti, kar smo podpisali to listino o prijateljstvu in sodelovanju, in sredi oktobra gre prva skupina gimnazijcev, konjiških gimnazijcev za 8 dni na obisk, rečemo temu strokovno izpopolnjevanje in tudi druženje na Švedsko, in pa tudi to naše nekdanje bratstvo in edinstvo smo nekako na nek način obnovili, sodelovanje z mestom Kosjerić iz Srbije. Tu pa so drugačni pogledi, drugačen pristop, in mi smo jim že 2-krat, oziroma lažem, enkrat je bilo neuspešno, zaradi tega, ker so se pozabili prav čas prijaviti, zdaj pa zopet malo spodbujamo, da ne spijo več, in da verjamem, da bo ta drugi razpis v tem twinning programu uspel, in potem bo seveda se pričelo to sodelovanje še bolj odpirati ali pa krepiti, ne samo na športnem področju, kar pa sicer že tudi teče. Pri energetiki smo že omenili plinovodno, se pravi nizkotlačni plinovod po Konjicah, približno 55 km je teh cevi razpredenih, včasih skoraj ne moreš verjeti, da je to možno, ampak na koncu te številke pomenijo, da je bilo ogromno dela opravljenega in tudi ogromno sredstev vloženih, zato da bomo se pridružili tistim, ki imajo nekoliko čistejši zrak v mestih,